Tina Felicijan, dolgoletna sodelavka Kunigunde, na 25. prirejaš 3 dogodke na temo dreves. Par stavkov o projektu in pa, kaj je pri tebi sprožilo zanimanje za drevesa. Zanimam se za naravo, čist laično in povsem ljubiteljsko, ampak jo pač imam rada in tudi drevesa. Opažala sem, odkar živim v mestu že dolgo, da so prakse ravnanja z drevesi zelo različne, nekatere zelo dobre, nekatere pa take, ki bi si želela, da bi se izboljšale, in verjamem, da je to možno, da bomo s tem ohranili več dreves in tudi grmovnic in nasploh zelenih površin. In zato projekt Omaž velikanom naslavlja konflikte v resnici, ki so pogosti med drevesi in urbanim okoljem, potrebami urbanega okolja, ljudi v njem, bodisi infrastrukture, bodisi prostora, in torej ta projekt ozavešča o tem, da so drevesa izjemno pomemben element v urbanem okolju, da nam zelo koristijo in da se splača vlagati vanje. Kaj pa je najzanimivejše dejstvo o drevesu, ki ga poznaš? Sama, kot rečeno, nisem iz strokovnega področja in bi to vsekakor prepustila strokovnjakom, ki pa smo jih povabili na okroglo mizo v torek v Velenjski park pred gimnazijo pod hrast Dob. Dobimo se že ob 17. Okrogla miza se začne ob 18. Vsekakor pa me v zvezi z drevesi fascinirajo od najbolj vsakdanjih dejstev, kot je to, da v njih poteka proces fotosinteze, ki je bistven za to, da vsa druga živa bitja na tem planetu lahko dihamo. Recimo ta misel, da to, kar drevo izdihne, mi vdihnemo in obratno. In misel, da drevesa med sabo pravzaprav komunicirajo, sicer ne kot bi ljudje pričakovali in zato morda mislimo, da ne, pa vendar drevesa prepoznavajo svoje okolje in se nanj odzivajo. Kot rečeno, pa še veliko tega o tem, kaj se dogaja s temi na videz statičnimi velikani pod zemljo ali pa v njihovih krošnjah, torej na tej okrogli mizi. Skupnost bi naj osveščali in informirali, velikokrat pa potem, ko se kdo izpostavi in odpre tudi neprijetne diskusije, naleti na neodobravanje. Tako se vsaj zdi. Kaj bi rekla, smo si kot družba vedno bolj pripravljeni nastavljati ogledala ali ravno obratno, imamo sploh o stvareh poglobljeno mnenje? Jaz mislim, da je ta polarizacija med tem, da si nastavimo ogledalo ali pa da se proč od njega obrnemo, vedno večja. Torej, na obeh straneh je vedno več ljudi. Še vedno mislim, da prevladujejo tisti, ki se raje obrnejo proč od ogledala, ampak so pa morda tisti, ki ga nastavljajo, vseeno glasnejši. In si želim, da bi bili vedno bolj, čeprav to morda pomeni, da so manj priljubljeni, da pridobijo razne etikete. Ampak to, da se izraziš, to je del svobode, ki pa mislim, da je vrednota, ki se je ne bi smeli odpovedati iz nekega obdobja, recimo tema me ne zanima ali pa ne morem nič narediti v zvezi s temo. Že to, da izraziš podporo pozitivnim vrednotam in obsojaš negativne, je del tvojega prispevka k temu in je tvoja svoboda. Najlepša hvala. Pozdravljeni na Kunigundi.
V bistvu bi z vami igrala eno igro asociacij, jaz vam bom dala eno besedo, vi pa meni eno nazaj. Čim hitreje. In prva beseda je Balkan. Ekspres. Bosna. Kupus. Srbija. Oj, evo ih. Okay. Naslednja beseda komik. Šta? Komik. Bosna. Robin Williams. Še kdo? Ne. Nemaš, šta je komik? Šta je to? Smeh. Jutri. Bosna. Ne usred seksa. Ceh za smeh. To, pozdrav. Lizi guzi. Je li to druga asocijacija? Preveč internet. Aha, preveč. Neki namještaju sljedeće gaže. Neka je ova dobra da prođe. Ok, festival Kunigunda. Velenje. Velenje? Ja. Gorenje. Kunilingus. Šta znači ova druga reč? Pa Uroš Kuzman. Dobar čovek, dobra frizura. Široki bokovi može roditi puno djece. A Isako je ono. Ok, zdaj pa še, kaj v svetu oziroma času, ki ga živimo, je trenutno najbolj smešno? Kaj je trenutno najbolj smešno? Trebalo prevesti. Šta je najsmešnije? Šta u svijetu i u vremenu u kojem živimo je trenutno najsmješnije? Suša nije. Frizura Donald Trumpa još mislim da ono drži, pa šta, frizura, ne on. Mi smo iz Makedonije, ne gledamo Ti mi u tim puno. godinama nećeš imat frizuru, ti ćeš imat Ja već nemam frizuru. Patriot Makedonija. Ricky Mortija koji posećuju Srbiju. Googlajte. To ću morat pogooglati. Jer pojma nemam o tome. Srbija. Slažem se. Ok, super, to je to.